Dober dan, lep pozdrav. Hvala vsem, da ste se odzvali v tako velikem številu. Dovolite, da vam podam stališče našega programskega odbora. Danes je namreč sestal programski odbor Gibanja Svoboda, ki ga je že prejšnji teden napovedal predsednik dr. Golob. Programski odbor je sprejel stališče, da bo stranki predlagal umik referendumske pobude. Naj pa spomnim ob tem, da smo v stranki ves čas poudarjali, da je JEK2 treba voditi preudarno in kot je predsednik vlade večkrat napovedal, da bomo skozi ustrezen zakonodajni okvir preprečili, da ne pride do zlorab in da se ne ponovi zgodba TEŠ6. To, kar počne SDS, tako januarja kot danes z umikom referendumske pobude, je navadno zavajanje ljudi, saj so prav oni januarja dali pobudo za referendum o izgradnji JEK2, pa smo imeli predsednika vlade, ki je uspel poenotiti politične stranke, vse z namenom doseči nacionalni konsens. Ključno je, da se Gibanje Svoboda s tem vrača k svojemu prvotnemu načrtu, kjer ves čas zagovarjamo transparentnost, vključevalni proces, preudarno vodenje vseh investicij, hkrati pa še vedno smo zavezani k našemu prvotnemu načrtu, da v mesecu novembru pripravimo izhodišča za zakon, ki bo vse te varovalke, katere je predsednik vlade že omenil, tudi vseboval. Proces priprave zakona bo seveda omogočal tudi sodelovanje javnosti in kasnejše odločanje o sami investiciji in s tem bomo zagotovili maksimalno možnost transparentnosti in pa seveda tudi zagotavljali demokratični proces. Lep dober večer tudi z moje strani. Zadovoljna sem, da sem kot vodja poslanske skupine soočena s tako heterogeno skupino, kjer imamo različna mnenja, različna dopolnjujoča se mnenja o tako pomembni temi, kot je priprava projekta JEK2. V skupini to široko debato z različnimi mnenji dopuščamo, ker je to plod zrele demokracije in samo kot taka lahko služi, da so naši postopki čim bolj transparentni, od tega imajo pa predvsem veliko prebivalke in prebivalci, saj jim je omogočena široka debata z različnimi mnenji, z različnimi opozorili. Vsi smo se zavedali, da je bila referendumska pobuda SDS-a v mesecu januarja 2024, ko se je govorilo zgolj in samo o izgradnji JEK2, absolutno preuranjena, nismo imeli, še danes nimamo informacij, s katerimi bi lahko odločali o izgradnji JEK2 in zato je bilo takrat edino smiselno, da se je dosegla široka podpora pripravi skupnega vprašanja referendumskega in potem speljali postopek skozi proceduro v Državnem zboru. Ne glede na to, da smo v parlamentu do sedaj vodili celoten zakonodajni postopek priprave referenduma transparentno, v skladu z zakoni in poslovniki, bomo sedaj to pobudo na podlagi tudi stališča programskega odbora naše stranke umaknili iz procedure in vse napore vložili v pripravo zakona o pripravi projekta JEK2, ki bo moral vključevati vse ključne varovalke, da se nam zgodba s TEŠ6 nikoli več ne zgodi. Pravno pot umika referendumske pobude pa bo jutri predstavila naša predsednica Državnega zbora, magister Urška Klakočar Zupančič. Hvala.